10-prstno tipkanje je veščina, ki se jo da super enostavno naučiti. Po moji izkušnji ni treba več kot 10 minut na dan vaditi, pomaga pa, če imamo kak super software, ki je po možnosti zabaven. Ko sem malo gledal, kaj se da dobiti, je bilo za mene zelo pomembno, da se seveda dajo nastaviti slovenske črke ČŠŽ. In za mene najbolj primeren in priročen je Typing Tutor Stamina. Stamina, Typing Tutor, napišem v Google, čakam, pogledam, kaj bom ven dobil. In evo ga, ta prvi, to je to. Stamina Typing Tutor. Tu je, mimogrede, ta stran je tudi zelo dober pregled vseh ostalih, ampak za tega sem ugotovil, da se pač da nastaviti in od takrat ga uporabljam. Stamina Download, potem pa je treba še nekje, samo trenutek, Editions, je pa, ko se najprej zinštalira za Stamina Download software, se potem za Editioni, ne, tukaj ni, nekje je treba še, bom probal samo tukaj, najprej Stamina. Aha, tu imamo, ja, tu gori je program, s tem se naloada program, vidimo, da je samo 4 MB velik, kar pomeni, da je takoj doli, se zinštalira, potem pa se lahko tudi slovenske fraze nainštalirajo, zato da se da z njim učiti. Jaz ga že imam nainštaliranega, pa bi ga rad tukaj na hitro prestavil. Ok, kot rečeno, Stamina Typing Tutor je luškan programček, kje ga imamo. Evo ga, Stamina Typing Tutor. Ko se zažene, se tukaj premikajo lekcije. Imamo možnost zbirati osnovne lekcije, tu gori, Mode, Lesson 1 oziroma Basic Lessons. To so te, ki jih uporabljam jaz, to so FJDK, FJDK. V enem od naslednjih videov bom pa pokazal, kako se zelo enostavno dodaja svoje lekcije. To so lekcije, ki sem si jih recimo sam dodal. Skratka, zbereš se Basic Lesson. Druga možnost so pa tudi fraze, kjer se potem lahko dejansko uploada nek tekst v programček in dejansko tekst predpisuješ. Program je luškan, ker se da nastavljati je multi-user, to je prvo, se pravi, imam seznam uporabnikov, za vsakega se posebej sledi napredek. Program je pa luškan zato, ker ti, ko tipkaš, ti meri napake, hecno se oglaša, meri ti hitrost in ti na koncu da statistiko. Opcije, ki so zanimive, so recimo to, da je spodaj narisan keyboard, ki ti tudi jasno pove, kjere črke treba pritiskati, oziroma lahko jih vidiš. Jasno, če se hočeš najboljše naučiti, potem keyboard ugasneš. Drugače je pa možno tudi nastaviti glasbo, ki se odklopi ali pa izklopi. Za mene te stvari niso zanimive. Zberem eno od lekcij, Basic Lesson, recimo FJDK. To so 4 osnovne črke, pa probamo. Z spaceom se začne. In to je to, evo. Jasno, ko se učiš tipkati, poskušaš ne gledati na prste, ampak samo na črke, ki letijo. Ko se zmotiš, recimo tole, ne? Program nekaj razburi. Tudi natrdi nas lahko. Skratka, to je to. Če delamo te stvari parkrat na mesec, evo, vmes ti lahko zmišljim in prekinem zadevo, če potrem do konca, bom mi nekaj podobnega tudi dal. Tukaj vidim, koliko hitrosti v znakih na minuto sem snemal in pa koliko so moje napake. In to je to. ČŠŽ so noter, da pokažem še to, da so ČŠŽ, lahko zberem kjer od lekcij, ko ima ČŠŽ noter. Recimo tele. Gremo. Kakijala, čada, dada, SSKJ, sada, skav, JLA, ladja, lasa, skladaj, kaja in tako dalje. Escape nakam. Finish. To je to, toliko o tem programu. Zadeva je luškana, zelo enostavna, hitro se zinštalira, lekcije se pa tudi lahko da svoje noter in se po svoje prilagaja. Goodbye.